Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o beljakovinah. Vem, da smo o tem že govorili, ampak dejansko moram o tem govoriti. Lete, zadnje čase ogromno ljudi pač bega od ene diete do druge diete, pa tam sliši to, pa tam nekdo prav to, pa logično sami zelo pametni, pa šolani ljudje. In ljudje v dobri veri, da si pomagajo, pač sledijo namenom ali tem nasvetom. In recimo, določene, tudi lahko vidite, da se določene diete med sabo popolnoma izključujejo. Pomislite, par let nazaj je bila tako popularna ločevalna dieta. A danes še kakšno besedo reče o ločevalni dieti? Nihče. Zakaj? Zato, ker večji del ljudi, ki so hujšali na princip ločevalne diete, so se zredili toliko, kar so shujšali in še nekaj za povrh, za slabe čase. Ker v osnovi ločevalna dieta je čisto stradanje. No, zdaj so pa moderne druge diete. Ena dieta je jej čim več maščob, naslednja dieta je jej čim več beljakovin. No, naslednja dieta pa je razne jetrne, pa ne vem kakšne še, jej samo ogljikove hidrate oziroma premalo beljakovin. In zdaj, kaj moje stranke, ki pač poskušajo, iščejo neke rešitve in na koncu pridejo spet do mene in rečejo, pa veš, da sem se najboljš počutila, ko sem se prehranjevala po knjigi, ko imajo hormoni žur. In kaj se zgodi? Jaz verjamem, da pridejo seveda, ko grejo skoraj da na stradanje, seveda shujšajo. Ko dajo stran ves gluten zadržuje vodo v telesu in neti vnetja in povzroča, da smo utečeni. Logično, da ko smo manj utečeni, nismo toliko zabuhli in izgledamo boljš. Ampak druga zadeva pa je, vse te diete, kjer manjka beljakovin, se zgodi, da nam začne telo porabljati našo mišično maso in postanemo mehki, uveli, vse visi nekje, koža se povesi, pač nismo več taki, kot smo se poznali nekoč. No in to je pomanjkanje beljakovin. In moramo razumeti, glejte, celica, tukaj ni nobene znanosti, celica je in bo sestavljena iz 75% maščobe in 25% beljakovin. Vrata v celico so beljakovine. In če mi nimamo beljakovin, lejte, vrata, to je tako, kot da imate ali luknjo v zidu, pa v oknih, ali pa da imate toliko zaribana vrata, da nič ne gre noter. In če so zaribana vrata, vam tudi manjka maščob. In tak dober nasvet za vas, ki iščete pravo dieto, dajte poskus samo zvečer, da uživate ali skuto, ali nekaj od beljakovin, ni važno kaj. Če nimate pojma, kaj jesti, lejte, tukaj noter na strani 274 je točno, kje dobiti dovolj beljakovin v knjigi, ko imajo hormoni žur. In sicer, lahko jeste, losos, ampak losos je obremenjen s težkimi kovinami. Lahko jeste skuše, pa morske ribe, lahko jeste nekaj od pršuta ali pa nekaj od kakršnega koli mesa. In točno vem, da tisti, ki pa ne jeste mesa, se vam zdaj že kar obrača. Kaj pa za tiste? Mlečni izdelki so dobri. Tisti, ki ste pa alergični na laktozo, pač dajte poskusiti sir, kozji sir ali pa ovčji sir, pač obstajajo rešitve. Če ste pa še na to alergični, odličen vir beljakovin je tofu oziroma vsa soja. Vem, soja je vsa gensko spremenjena, vas že slišim. Kaj pa danes ni zastrupljen? Vprašanje, glejte, če gledamo, ne smem tega, ne smem tega, ne smem tega, ne smem tega, na koncu prideš, da lahko samo čokolado, ker čokolada pa povzroča hormon sreče. Glejte, potem imamo tukaj fižol, lečo, vse stročnice vsebujejo beljakovine, mandlji, laneno seme, arašidi, sezamova seme, indijski oreški, sicer so bolj slabi oziroma ne, indijski oreški imajo kar nekaj beljakovin, ampak imajo ogljikovih hidratov toliko več. Potem beljakovine imajo, lejte, polnozrnate testenine, divji riž, pšenica, ovseni kosmiči vsebujejo tudi beljakovine. Tako da v glavnem
Če tehtate 75 kg, vaše telo potrebuje 100 gramov beljakovin dnevno. No in zdaj, če pogledamo, potrebujete na dan eno kuhano jajce, 10 dek sira, potrebujete, pojeste za kosilo recimo eno postrv, pojeste pest mandljev in če popijete še pol litra ali pa 1 liter jogurta, dobite zadostno količino beljakovin. Zadnje čase, zadnjih nekaj strank pridejo k meni z jedilniki in pravijo: "Lej, Minka, tukaj imam vse napisano, daj mi pomagaj." In grem, manjka beljakovine. Jabolko za zajtrk, manjka beljakovina. Za zajtrk en košček neke pogače, manjka beljakovin. Povsod manjka beljakovin, zvečer se sproži lakota in ljudje jejo in se ne morejo ustaviti. To je zaradi tega, ker manjka beljakovin. Največkrat se to dogaja pri ženskah, ki delajo v vrtcih, zato ker jedilniki v vrtcih so namenjeni za otroke. Zato ker, glejte, otroci grejo v višino, vi vzgojiteljice pa greste v širino, zaradi tega, ker jeste ogromno količino ogljikovih hidratov. Kako bi enostavno rešile to zadevo ali pa to zagato, kar se tiče beljakovin? Neste s sabo v službo jogurt in pri vsakem obroku popijte 2 deci jogurta. Če ne jeste tega, v tem primeru vzamete s sabo oreščke, recimo mandlje, jih namočite in pri vsakem obroku pojeste še enih 10 mandljev za povrh. In bi človek rekel: "Ne, pa od tega se potem zredim." Ne, od beljakovin se ne zredite. Zredite se od cukra, ker če ne jeste beljakovin, se vam sproži taka volčja lakota zvečer, da ne morete nehati. Rečeš: "Samo enega. Še enega. Še enega." Na koncu, ko poješ vse, pa sama sebe obtožuješ in rečeš: "Le, spet se ni zdržala, sama sebi se obljubila, spet si jedla." Je normalno, da si jedla, saj si cel dan stradala. Normalno, da si jedla. Zato, lejte, drage moje dame in seveda tudi gospodje, če želite, da se vaše telo preoblikuje in da se znebite odvečne maščobe, pri vsakem obroku je potrebno zaužiti nekaj od beljakovin. Jaz sem imela recimo današnja malca, mogoče mi manjka majčken vlaknin, bi bilo fino, da bi zraven pojedla malo paprike. Ampak zmešala sem si skuto z jogurtom, noter sem dala približno 1 žličko olja iz grozdnih pešk, zato ker grozdje pa vsebuje, oziroma peške, snov amigdalin, ki deluje na obnovo amigdale in centra za polnjenje. Hkrati pa deluje proti notranjim zajedavcem in deluje na čiščenje telesa. No, in ker je to dobra maščoba, a smo rekli prej o celici, da je sestavljena iz beljakovin in iz maščobe. Poleg sem dala avokado pa sol in idealna malca bi bila, če bi jedla zraven še nekaj od zelenjave, recimo papriko. To bi bilo idealno, ali pa par oliv. No ja, nisem nič hudega, ker bom pa pri kosilu pojedla vsaj 2 vrsti zelenjave, se pravi, ena vrsta zelenjave je kuhana, druga vrsta zelenjave je pa seveda skleda solate. To je zdaj ena stvar, seveda pa nekaj od beljakovin. In kaj recimo danes, če razmišljam, kaj bo danes za kosilo, verjetno pečen losos. Verjetno, nimam pojma. Oziroma ne, hčerka je rekla, da bo kuhala. No ja, karkoli bo skuhala in če bo manjkalo beljakovin, bom poleg popila 2 deci jogurta. Tako da, kaj vam želim povedati? Če želite na dolgi rok ohranjati svoje zdravje, svoje vitalno telo, če želite mišično maso, če želite dobro izgledati, rabite beljakovine, če želite imeti močan imunski sistem, rabite beljakovine. Ampak ne samo beljakovine, tudi zelenjavo in maščobe, da dobiste vse tisto, kar vaše telo potrebuje. Tako da, današnji nasvet je kratek, ampak začnite pri vsakem obroku se vprašajte, kje so tukaj beljakovine. In če jih ni, lejte, jih rabi vaše telo. Čeprav razne diete jih izključujejo. Tako da naredite to za sebe, zato ker se imate radi. In zato ker se cenite in zato ker se zavedate, da vaše telo je svetišče, ne pa smetišče. Imejte ga radi in tudi vaše telo bo imelo vas rado.